bolj znan, bolj priznan. A pa se morda pojavlja ta dilema, kristjani in fantazijske pripovedke, a gre to sploh skupaj, ne? Ja, jaz mislim, da se vedno znova pojavlja, tudi zato, ker je včasih na prvo žogo mogoče ni najbolj enostavno prepoznati. Se mi zdi, da ko slišimo recimo v zvezi z določenimi liki ali pa z določenimi značaji, ko slišimo čarovnik ali pa čarovnija, ko slišimo magija, pač se nam kristjanom avtomatsko pač, bi rekel, neki varnostni mehanizmi vklopijo, čak, o čem zdaj govorimo. In v tem smislu pač je dobro biti pozoren. Se mi ne zdi, ni vsa fantazijska literatura zdaj pa a priori. Ja, oziroma večina je zdaj ni bogate, toliko kot je Tolkienova. Mogoče tudi zato, ker Tolkien si je res vzel, pač to je njegovo življenjsko delo pravzaprav, ustvarjanje tega, bi rekel, cele mitologije srednjega sveta, kjer Hobit in Gospodar prstanov pravzaprav sta dve zgodbi samo, ki sta malo bolj razdelani. Rok je omenil še recimo Hurinova otroka, mogoče še zgodba o Berenu in Luthien, pa mogoče še Parec Gondolina kot tiste zgodbe, ki so malo bolj izpostavljene. Ampak drugače, zasnove je tu ogromno še zadaj. In je res pač vse življenje vložil tudi, bi rekel, ne samo v oblikovanje teh določenih likov, ampak kot je bilo že prej omenjeno, pravzaprav cela, bi rekel, cela en vidik nastanka tega sveta, bi rekel, kozmogonija, kako je pravzaprav vse skupaj nastalo in vse te rase, oziroma ne vem, če ni prav, niti so vrste v resnici bolj, živih bitij, ki so hkrati vse tudi razumne, od vilinov in škratov in ljudi in hobitov in entov. Res izdelano in res veliko bogatstvo. Morda se do tega tudi ustraši, ne? Da je neka, ne vem... Mogoče malo preveč, kdaj. Pa ne samo količinsko, mislim, da je tako izdelano, da je mogoče neka konkurenca realnemu svetu, pa ne gre za to, ne? Verjetno. Ni tako zamišljeno. Ja, tako si Rok že dobro prej rekel, ja. Lahko bi pa kdo tudi preveč padel v ta svet in če bi živel samo še v tem svetu, kar zdajšnje tehnične možnosti omogočajo. Torej, lahko gotovo obstaja kakšna spletna igra, kjer lahko si ves čas. Potem zdaj se snemajo serije o prstanih moči in bojo razvlekli zgodbo na 5 sezon, mislim, da. In če bi vsako epizodo 3-krat pogledal, pa je to beg od sedanjosti, mislim, od zdajšnjega trenutka v ta namišljeni svet, to mislim, da ni bil Tolkienov namen. Medtem ko nek premislek o tem in pa recimo pri stvarjenju sveta, tega srednjega sveta, je veliko usporednic z svetopisemskim stvarjenjem sveta. To sem v naši velikonočni temle župnijskem glasilu sem napisal en prispevek. No, recimo, ena usporednica. Ena usporednica. Ja, torej, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Tukaj je pa Bogu čisto v začetku tega Silmarilliona, Bog ima ime Iluvatar in ustvari Ainurje, ki so v bistvu kot angeli in eden izmed angelov, pač tam niso angeli, ampak se jim reče Ainuri, eden izmed njih najmočnejši, odpade od Božjega načrta, torej Iluvatarjevega, in začne po svoje delati stvari. Torej, Iluvatar si zamisli neko veličastno melodijo, ki naj bi vsi Ainurji sledili, potem pa ta Melkor začne po svoje, ker želi bolj pokazati sebe kot najboljši solo glas znotraj zbora, kar je isto kot odpad Luciferja, prinašalca luči. To je mogoče najbolj tak očiten primer, ampak jih je še mnogo drugih, ampak tudi člankov ne bom več pisal,
ker je bilo za župljane to kar težek zalogaj. Ja, upam, da zdaj le ni za vas.